Actually, še malo bi se dotaknil Zupija. Yep. Zupi, ali kako se izgovori tvoj nik? Tako? Zupi, Zapi? Zupi. Yeah. Ok, Zupi. O tebi sem prvič slišal, I will go a bit back. Okay. Ne, moram res dobro pomisliti, ampak prvič se mi zdi, ko sem dejansko vedel, da obstaješ na internetu, je bilo, ko jaz sem bil včasih zelo tako avid uporabnik Njatorc. Ne samo, da pač govorim res hardcore uporabnik. Poznal sem vse fansub skupine, poznal sem vse elemente, vse člane fansub skupin, celo bil sem v kontaktu z njimi, da sem dobil know-how za ustvarjanje podnapisov in tako naprej, ker oni so imeli takrat veliko več znanja. Uporabil se je takrat samo en program, ki se imel Aegisub in lahko si naredil karkoli, lahko si naredil karaoke, zelo lepo si lahko lektoriral zadeve, ker si imel dobro strukturo UI-ja, ne? So, bil je tako res program, ki nisi rabil čisto nič drugega, razen potem samo še konverterjev, reaperjev in tako naprej, da si naredil dejansko epizodo. Ne? Ampak oni so mi v bistvu dali vse skupaj in en dan se spomnim, da gledam, refresham, I don't know why, in vidim, da objaviš, mogoče bi One Piece, ali bi pa House of Five Leaves or something like that. Ne, One Piece, mislim. Ok, objaviš One Piece in sem rekel, še nekdo je, ki prevaja anime. V Sloveniji? Ja. Smo pač začeli. Ja, ampak nisi se še imenoval Animoku in nisem vedel, da te... Ne, takrat si pač podnapisi.net začel dejansko radno. Ja, to je bilo 2001 že, mislim, nekje. Ok. Ja, in so pač tam objavljal, najprej pač samo pač sem se pač bolj odšil, bom tak tudi rekel že takrat, ne. Ja, se nekje. Ja, pač takrat so bili pač podnapisi slabi, bom tak rekel, ne. Pač začetki so vedno nekje pač, nekje moram začeti, ne. Ampak potem pa res, tisto dejansko sem strukture šel gledati, kako se pač dela, pa pač sem tudi se pri prevajalcih pač uradnih že tudi malce pozanimal, kaj točno moraš biti pozoren, pa kako se pač struktura podnapisov dela, ne. Pač dejansko je pač vedno piramida, bi morala biti pač nekaj več. Oziroma, celo bolj, imaš pravilo, koliko znakov, če imaš dejansko v dveh vrsticah, kako dejansko narediti preloma, ne. Recimo, da nimaš preloma točno na ločilih ali pa na veznikih, potem moraš delati prelom nekako 27 in spodaj je maksimum 32 znakov. Pač odvisno je od formata, za katerega delaš, pač vedno bilo. Za kino je do 32 znakov dejansko samo dovoljeno, za televizijo gre tam nekje do 37-38. Pač, moraš najti pravi občutek glede na, dolžino dialoga, ne ker vse dobesedno prevesti, ampak pač poslušaj, koliko dolg je ta dialog in če je dialog samo 2-3 besede, pomen je pa lahko 10 besed, potem najbolje, da ne skrajša. Tudi če mogoče izpustiš karkoli. Ampak ti nisi, mislim, dejansko tvoje ozadje prihaja iz prevajanja, ne? V bistvu ker jaz sem pač prevajanje dejansko potem še študiral. Mislim še tudi prevajal anime, pač, ker je pač bila pač strast mi je bila pač to, ne, da pač prevajam nekaj filme, anime, pač karkoli. Ja? Iz katerega jezika drugače? Nemščina, angleščina pač. Aha, pač, in sem pač potem prevajal. Anime pač, Animoku Sob se potem pozneje nastal, definitivno nekje 2009 tudi tako. Tako sem začel pomagati ti malo. Tvoje še moram izdati, Resno? Begata Ečkin. Begata Ečkin. To še moram to si celo recenzijo delo, I remember. To še moram dejansko popraviti. En kup podnapisov tvojih, pa v bistvu vaših Animoku, ki v bistvu se ni možno več dobiti. Ful sem jih dobil, pa sem jih pomalo tudi remasteral. Je zdaj kolega naredil strežnik za anime, tako da verjetno bomo lahko kaj rešerali zadeve. Ja, bi bilo ful fajno. Ne, fajn bilo dejansko dobiti. Nekaj, zdaj smo se zabavali. Ne, nisem zabavali, dejansko max 32 tera, ima prostora, zdaj te Gledaš, koliko malo nas je bilo, smo kar naredili veliko animejev v slovenščino, dobesedno, Zupi, in jaz mislim, že če daš najne podnapise skupaj, dobiš tako, ne vem, 50 plus animejev, najmanj. To bi bilo fajn. Claymore je celi preveden, Claymore je celi preveden, potem Devil May Cry, mislim, da je tudi cel preveden. Spomnim se, da si celo delal, da sta sodelovala neki z Juvanom za Devil May, ne, a je bil Devil May Cry? Ja, Devil May Cry, mislim, da si ti prevajal. Ne vem, nekaj, Ja, Devil May Cry sta sodelovala celo skupaj s C-Subsom,
spomnim se, da je Zupi in ko, ali nekaj taska si se imenoval, pa Sisap sem pa... Smo vsi malce si jemali, potem na koncu podnapise pa jih malce popravljali, pa malce dodajali zdraven, pa pač... Ti si zdaj pred časom nekega remestera, se ne motim, ne? Enega si nekaj popravil, ki si še mi govoril, da si ga popravil. Berserk sem še malce popravljal, trilogijo pač celotna je tu prevedena, pač filmi so prevedeni. Ta Golden Age, pač filmi so vsi prevedeni, Pa se BGTHK ima eno epizodo že prevedena. Ja, dejansko je eno sem, torej... Eno imam shranjeno. Še dve so, mislim 4, ali koliko si jih prevedel, Možno, ne točno. 4 so, tako da še malo... Moramo stakniti glave in dobiti vse na eno mesto, zato da lahko naredimo nek skupen arhiv. Eno nekaj časa. Samo ne vem, kako. Ja, to je bilo pa takrat, ko sta Andy pa Chibi delala. Takrat so oni delali, jaz sem takrat malo zahec. Ja, so se prevajali slovenščino že leta nazaj. Prej, ja. Ona Chibi je prevajala. So bili skanlejšini, so bili slovenski, so obstajali, ja. Samo ona je dejansko z japonščine prevajala. Ja. Kako so bili vaši sabi potem tako dovolj distinktni od teh sabov, ki si jih ti delal v smislu, On jih je dejansko pač vedno vpekel v sliko. Jaz sem jih vpekel v sliko zaradi tega, ker sem delal pač različne barve, animacije in tega takrat še ni bilo formatov, ki bi jih lahko soft zapeko, se pravi, da so bili ločeni od dejansko videa. Se pravi hard sub, zaradi tega, da je animacija, pa barve, pa prelivi, pa vse, da so se dejansko obdržali, ker v tistih časih še nisem imel pač dobre kodeke, ki bi lahko dejansko podpirali to, da bi ti lahko odprl video in video dejansko podnapisati, koliko kar jih jaz vidim v programu, ko jih naredim. Zato si mogel narediti, ne vem, MKV Matroška se je takrat glihkar rodil in ta veliko kodekov oziroma veliko teh predvajalnikov še ni podpiralo v bistvu tega formata in podnapisal v tem formatu. Exactly. Še moral fonte dodajati, potem v file noter pa Yes, pa chapter je, da si točno vedel, ne vem, kje se opening začne in konča in tako naprej. In če si to vse vpekel, je bilo, si pač vsaj obdržal animacijo, barve in tako naprej. Danes rajši to, da daš noter v sliku, ker jaz gledam anime na televiziji, si dam na ključek pa v televizijo in to nima kodeke in nič ne dobimo oni. Ja, pač zdaj ti ni take panike, ker dejansko so pač potem, jaz sem dejansko še potem en programček, Font Creator, ki sem dejansko fonte vzel ven lepo in jih dejansko če je ustvaril vse zraven. Če je sem dodal, ampak veliko ni imelo, recimo, Caron se reče v angleščini, je ta strešica. Pač najprej si mogel dobiti strešico in kako dobiš strešico. Vzel sem in sem ga... Vzel si ga ful pomajšnega dodal. Da sem dobil strešico in potem izbereš dejansko nabor znakov in si vzel vedno iz latinice A, B, in dodaš potem uppercase S with Karen, lowercase S with Karen in tako naprej in si potem naredil font, zato da si lahko delal dejansko celotne podnapise. Tako da ste lahko dodali čuj. Ja, recimo. Ja, čuj. Na mesto, veš, na koncu, ko imajo des, ne, daš pa čuj. Čuj. A si kdaj delal tako troll anime? Ščarščine. Ne, mi zamikali že večkrat, ampak ne potem. Smo se že zabavali, da bi naredili fandub, ne? Smo pa se pač smo si pa izmišljavali besede, naprimer pri, kaj je bilo, Origin Spirits of the Past, smo skovanke skupaj delali dejansko, pač potem so nastali drevo zmaji, pa takšne zadeve. Samo v tistem času nisem tako gledal na Zupi, ampak takrat sem ga imel tako za rivala, veš. The same thing, I don't have to be better. He was a Gary to your Ash. Potem je bilo vrelo, ker si pač lahko že angliške podnapise, zdaj pa, ki so že imeli stajlano, ne si lahko samo malce pač... Jaz sem vedno po svoje postavil, isto sem, veš, ker velikrat fansaber in niso recimo prevajali znakov, ki se jih imel naprej. Ja, tisto smo še vedno dodali. Ali pa karaoke sem naprimer delal od začetka za openinge pa endinge, ne. Tako da je zelo odvisno, katera fansub skupina je pobrala. Če je bil to kakšen Datebayo, Eclipse, kaj se piše? Horrible Subs. Oni so bili Reaperi. Horrible Subs sploh niso fansuberi, to mi gre najbolj na živce, da reče, rad imam njihove podnapise. Oni so Reaperi, Horrible Subs je nastal, ko je Crunchyroll nastal. Zato, ker so jih Reaperi s Crunchyroll. Ja, to so naredili. Mislim, da so kasneje tudi dali neke oblikov, ne, notre stvari.
Ja, malo so se preoblikovali, ampak fonte so malo preoblikovali. Ne vem, če so jih oni, mislim, da so jih bolj sintetiki, se pravi, nekdo, ki je vzel njihove podnapise, pa jih restylal. Oni specifično mislim, da so bili vedno samo Reaperi, zato da so čim prej prišli na net. Ja, takoj so bili ven. Ja, takoj. Oni sam zdownloadal in to je to. Kaj pa so Era Eros pa DKB? To da dva še downloadam. Era Eros je Reaper, za une druge pa ne vem. Ne, DPK mislim, da so celo po fansabi. Ross pač, samo oni so bolj za Raw, pač... Raw. Era Ross so bili vedno bolj... Se dodajo zraven, oni pač so bolj Reaperi, samo zaradi tega, ker pač za Raw material dajo ven, da pač lahko vzameš. Če to zdaj posluša, nima pojma, o čem govorim, zaradi tega, ker torrent trackeri niso več toliko popularni, kot so bili nekoč. Na Netflixu ta imena niso več aktualna. Ja, pač kakšne strani pač zdaj, neuradne. Ja, neuradne, to kaj zdaj jaz trenutno uporabljam, ker pač preprosto nimam volje pa časa se s torrenti vremenovati. Kako velika je tvoja kolekcija vseh animejev, ki si jih prevedel? Koliko časa si v bistvu to delal, da si zaključil, kako bi rekel, da je ta tvoja diskografija? Trenutno prevajamo določene zadeve. Ok, cool. Jaz sem isto tako, 2016 skoraj zaključil par Kimi no Nawa, pa sem imel par let pauze in zdaj sem začel spet malo One Piece, pa Frieren. Sicer zdaj sem pač bolj padel noter v japonske filme, pa te zadeve. Pa celo korejske drame prevajaš, ne? Celo drame. Korejske drame so tudi, so že nekaj prevedene. Pač Vagabond na zadnje prevajal nekaj. Ja. Čak, Vagabond je korejska drama. To nima veze z mango. Ne. To je taka detektivka. Cliffhanger, tako da. Noter igra tale, včasih je bila K-pop idol, BSG, ona je ena najbolj znana. Ona je bila včasih tako alfa, omega, druge, tretje generacije, ki je bila tako, znana je bila kot, mislim, da Nation's First Love, ali nekaj takega, zato ker je igrala v enem filmu, ker je igrala ta First Love character. In tudi znana je bila potem, da je pač natural, veš, da je tako naravno lepa. Ni imela nobenih operacij, etc. In to Korejci so bili ful ponosni na njo zaradi tega, ker je bila pač taka naravna lepota in je dobro promovirala Korejo, etc. In zdaj je pač igralka, ni več pevka, oziroma K-pop idol. Pač druga sezona bi ne prišla naslednje leto. Okay. In je dobra. Dejansko je ena dobra serija pač. It's okay. Pogledal, kaj? Pogledal sem prvi 2 epizode in pa sem dropal, ker mi ni bilo okay. All the famous 2 episodes dropal. Če hočete dobro korejsko detektivko, pogledajte Iris. Ja. Ta je res dobra. Se pravi, to so se neki... Pa je tudi dejansko pač posneta po enem korejskem filmu, Shiri, iz leta 1999. Ja, pa 2 sezoni ima, mislim, da. Ja, samo druga sezona je. Ni tako dobro. Je tako dobro kot Detective Conan? It's very different, very realistic. Ja, ne, itak, to korejske drame so, imajo elemente super, sprav nadnaravnih, imajo nadnaravne elemente včasih, ne vem, imaš serijo, kot je Strong Girl, Toboxon, something like that, I don't know. Ker je v bistvu glavna junakinja, ker je tako chibi, literally meter pa pol, ampak je tako rojena z neko super močjo, ful je močna in potem tako v prvi epizodi najde 5 gangsterjev na enem gradbišču in tako ustavijo en šolski bus, in ona pride zraven, kaj da fakt se tukaj dogaja, pol jo tam, pejš stran otrok, ona se namlati in tako enega boksne in odleti 100 metrov stran. Pač tak Korean overpowered hero protagonist. Pa niso korejske drame tako značilno, da mislim, poleg tega supernatural elementa, da imajo vedno nek romantični element. Ja, sej, to sem jaz tudi zaznal. Ne vedno. Na primer, zdaj, ko so Parasite na novo naredili, pač korejsko serijo. Ja. Isti univerz je postavljena kot anime. No. Yes. Parasite, ja. Parasite je Maxim, Ja, to pa je Parasite the Grey, ker je kao organizacija The Grey, ne? In tukaj dejansko nimaš ravno neke full romance, ne? Imaš sicer neke, hočejo nakazati, ampak to tisto ne. In dejansko je dobra serija, pač dejansko. In pa se Shinja srečamo v live action obliki spet. Na koncu. Ker se pač pač. To ni spoiler, ker pač samo se pokaže, ker je kao cameo.
Torej, po prevajanju si se pa nekako vključil tudi v, kako ne rečem, menedžiranje Animokoja, kako si potem šel v predsedstvo? Prisiljen. V bistvu je bil desna roka naši predsednici, ampak je desna roka več delala kot pa leva, tako da... In sem pač dejansko tako tisto, ok, zdaj pa imamo predsednika, pač za društvo, pa se, ja, ok, Andrej, ker tako sami so določili. Niste imeli volitev. Nimam več besede, nimaš besede, vredo. Predlagam pa izvoljem v prvi sekundi. Pa isto je sapi. Samo sem bil samo en kandidat, ti se nisi javil? Ne, preprosto nimam časa, da bi se to, jaz bolj podpiram potem, če je kaj tehničnega, kaj je fizičnega. Vse si zdaj pač v Boru noter. Ja, no dobro, to je, uradno sem zdaj noter, ampak jaz pač bom pomagal kviz voditi, recimo. On je bolj obraz, jaz sem pa bolj v zadnju, pač navadi vedno. Razen pač, ko ne gre, ti pač moraš. Ko ne gre, pač ja. Kakšne so tvoje zadolžitve zdaj, ko si predsednik? Kaj je tisto najbolj, kar te muči? Pač vse vloge. Vse vloge, v bistvu, ja. Veliko moraš zdaj nabirati sponzorjev, ker ste zelo aktivni na socialnih medijih, z nagradnimi igrami. Pač organizacija dogodkov, pa te zadeve, pač v bistvu so bolj